Ga nam sam ga pustil gor na stežu, ker nam preveč. Zopet v Ljubljani zadnjič letos, kako sem zadovoljen, super, ja. Speljali smo celo leto, ne glede na to, da se dobimo naslednji mesec spet. Za tiste, ki ne veste, slučajno, Creative Mornings poteka v 100 mestih že po svetu, že 5. leto zapored. Mi smo veseli, da tole delamo že kakšno leto in malo več in bomo še naprej seveda tole super delali. Današnja tema je izobraževanje. Pozabil sem, katero mesto je tokrat to določilo, ampak eno, pač svetovno, kaj se vedno se eno to spomne. Niti ni pomembno, kaj si vsi mislimo o izobraževanju, ali smo obrazno izobraženi, tako kot moj gost, ali smo malo manj, tako kot jaz in še ostali. Pomembno je, da se vedno učimo in izobražujemo, da tega dejansko ni konc, da imaš bolj vesele poučevati ali učiti ali biti učen, je čisto vseeno. Pred mano je oblikovalec, ki je
požel kar nekaj svetovne slave, bi lahko temu rekli, kar pa sicer niti ni tako pomembno. Pomembno je, da ga jaz zelo cenim, ker se mi zdi, da vsako stvar, ki jo naredi, ima nek zelo, zelo dober presežek. Vemo tudi, da je blazen ljubitelj decembra in jutr, tako da smo zelo veseli, da smo ga sploh pripeljali sem, ker drugače bi verjetno še drnjohal in se skril pred decembrom. Ampak da ne bom predolg, tako da bom predal kar tebi besedo, da boš povedal malo o sebi, svojo zgodbo in kaj si misliš v življenju. Žujo, ja, hvala lepa za te laskave besede. Zdaj, tako je, ne. Jaz sem zelo v bistvu polaskan in vesel, da sem tukaj z vami, ampak moram pa nekako priznati, da je tole predavanje danes zame precejšen izziv. To pa zato, ker sem se odločil, da se bom držal teme. Se pravi izobrazbe, izobraževanja. In moja težava je v bistvu v tem, da jaz sem navajen ponavadi govoriti o svojem skupini, ki pripadam, ne, se pravi svojemu kolektivu. To je studio in kažem projekte iz studija. In to je zame zelo enostavno. Glede na temo sem pa nekako prisiljen govoriti o sebi. In to nisem ravno navajen početi javno. Tako da, dajmo, ne. To ni politična izjava, ampak je dejstvo. Vsi iz naše generacije, se pravi moje, smo se zbudili v takle svet. To je bil izrazito kolektiven svet. Posameznik ne, da ni bil pomemben, ampak gotovo pa ni bil v prvem planu. Nam so vsem dali takrat take modre kapce, pa tele rutke, srajčke smo si pa prinesli sami. In takrat v bistvu ni bilo važno, a je tale srajčka iz Zare ali recimo od ne vem, Armanija. Ampak pomembno je bilo to, da smo izgledali približno vsi enako, peli smo enake pesnice, skratka bili smo nek kolektiv. In potem smo rastli v nek svet, ki je postajal vedno manj kolektiven, vedno manj skupen. Skupnost je začela razpadati. Posamezniki so začeli bogateti, tovarne so propadale, podjetja so se razkrajala in kar na lepem, no. Ne bo. Ko tehnika odpove? Aha, ne, imamo ga. Aha, okej, hvala. In smo se znašli v takem svetu, ne. Zdaj smo tle nekje, ne, po moje, ne. Živimo v neki družbi, ki je skoraj patološko narcisoidna. Kar na lepem je, nismo več pomembni mi, je samo še jaz. Moj profil na Facebooku, moj Twitter account, jaz, ne. In kolektiv je pahnjen kar nekam v neko ozadje. In zdaj, ne, v bistvu ugotavljamo, da se v bistvu ukvarjamo samo sami sabo. In to je tudi recimo odgovor na vprašanje, kaj jaz tukaj delam, ne. Recimo v nekem socializmu, da bi se človek mojih let s temi zaslugami, kakršnekoli že so, pojavil pred tako skupino in govoril 50 minut o sebi, ne, to je skoraj da bilo takrat nemogoče. In tema, ki bi jo jaz osvetlil preko v bistvu te izobrazbe ali pa izobraževanja, je odnos med kolektivom in posameznikom. To je neka stvar, ki mene izjemno v bistvu zanima. To je neka tema, s katero se jaz ukvarjam kot oblikovalec dnevno. Ker oblikovalci vedno gledamo del proti celoti. Se pravi, vedno se ukvarjamo z odnosom, kako se v neki skupini giblje del in pač njihovi gradniki. In tudi navsezadnje, ne, če pogledamo, izobraževanje je komunikacija med posameznikom in skupino. No, spet sem to pritisnil. Help. Aha, okej.
In tako, ne, ko sem se jaz začel ukvarjati z celostnimi podobami, pa blagovnimi znamkami, se je svet, ne, ali pa naše dojemanje postavilo nekako takole. Ne. Tukaj si predstavljate recimo podjetje ali pa katerikoli kolektiv, ki je pravno utemeljen. Lahko je tudi država, lahko je tudi katerakoli organizacija, ki pripadate. In kar na lepem, ne, smo mi posamezniki, ne, te celote vstopili v neko virtualno področje, ki nam je ponudilo čist nek nov svet, čist neka nova pravila. In danes, ne, se že to dogaja nekako do te mere. Kolektiv je šel nekam nazaj v tretji ali pa četrti plan. Mi posamezniki, ne, smo pa super suvereni, samostojni v nekem navideznem, virtualnem, krasnem svetu, kjer v bistvu dejansko furamo svoje blagovne znamke. In marsikdo bo seveda rekel, ni čudnega, ne, zakaj je kolektiv oslabljen, ne. Ni več rednih služb, ni več nekih zagotovil v boljšo prihodnost. Prepuščeni smo sami sebi. Ne. In zdaj na koncu, ne, tega uvoda mi seveda ne preostane drugega, kakor da se uležem na svoj psihoterapevtski kavč in v bistvu razmislim, kako sem jaz prišel do neke izobrazbe oziroma kaj je zame sploh bilo izobraževanje, in vam delam neke snapshote ali pa selfije iz obdobij svojega življenja. In seveda, ne, moram začeti takole, ne. Mene je moja mama imela pri 18 letih, se pravi zelo mlada. Oče pa je izginil iz mojega življenja tako zgodaj, da v bistvu se ga niti ne spomnim in ni imel nekega posebnega pomena na mojo izobrazbo. Ampak to nam pove vsaj dvoje, ne. Da, ko sem jaz prišel v osnovno šolo, sem bil primerno razvajen kot otrok samohranilke in tako naprej, ne. Pa še nekaj, ne. Med mano pa mojo mamo je 18 let, kar ni veliko. In ona je dosti zgodaj v bistvu navezala z mano stik, ki je bil v smislu izobraževanja ali pa recimo podajanja znanja ali pa komunikacije zelo dvosmeren. Se pravi, zelo hitro me je naučila, da je izobraževanje dvosmerna komunikacija. Da tvoj sogovornik ti ni podrejen, ampak ga poslušaš in ga upoštevaš. In to je nekaj, kar je mene v bistvu kar drago stalo, ko sem prišel v osnovno šolo. To še povem. Ne. In seveda, ne, dnevni časopis, nobena biografija ne gre iz tega, da ne bi omenil neko impresijo moškega v življenju, ne. In moja je recimo moj ded, ne. On je vsako jutro vzel časopis in brezhibno oblečen ga prebral od začetka do konca. To za njegovo generacijo v bistvu ni nič posebnega, ne. To so počeli, ne. Ampak zelo posebno je pa najbrž to, ali pa bizarno, ali pa čudno, da sem jaz podedoval to navado, ne. In jaz v bistvu še danes imam nek tak ritual, ko grem v Kaselc zjutraj in vzamem tiskano izdajo, ampak to zdaj ni EPP, povedal bom česa, Dela, ne. Pa tudi zakaj, ne. In dejansko ga preberem ne čisto od začetka do konca, ker šport pa osmrtnice vedno spustim, ampak se nekako trudim recimo od svoje zgodnje mladosti, da to počnem. Zdaj pa, zakaj ne Delo, pa zakaj tiskana izdaja? No, tiskana izdaja jasno, ne, iz nekega sentimenta, pač gledal sem deda in zdaj to ponavljam, ne. Ampak zakaj v bistvu slovenski časopis, ne? Tisto, kar mene tukaj zanima, so novice iz tujine. In se mi zdi, da recimo Delo ima še vedno dovolj stabilen nabor tujih dopisnikov in sodelavcev in nam lahko, zdaj pa pazite, v našem slovenskem jeziku za naše okolje povedo, kaj se dogaja. Meni se recimo zdi, da najslabša usluga, ki so si jo naredili slovenski mediji, pa take si ne bodo zlepa, tako slabe,
je bila ta, ko so začeli ukinjati tuja dopisništva. Dejansko se mi zdi, da smo kot družba boljši, če imamo to možnost, da lahko v našem jeziku beremo in spremljamo neke novice iz tujine. Ker mene recimo ne zanima, a je počela cev na gasilskem domu v Medvodah, ker grem lahko to tja pogledati zdajle. Mene recimo zanima, kaj se zdajle dogaja na ulicah Hongkonga. In spet tukaj gre za neko mogoče širšo zgodbo. Tudi to, kar nas vedno sprašuje, zakaj ne greste v tujino, zakaj ne ostanete v tujini, zakaj jaz ne grem na Guardian, zakaj jaz ne grem na BBC, zakaj moram jaz brati novice ravno z dela. Zato, ker se mi zdi pomembno, da če se nekdo v našem okolju trudi nam predstaviti nek presežek, in to nedvomno je tako novinarstvo, smo mi, je naša dolžnost, tisti, ki smo ostali tukaj in se tega zavedamo, da to podpiramo, kolikor se le da. Ja, sam jaz bom. Jaz sem rastel med takimi risbicami. Ne? Tukaj vidite otroško ilustracijo, se pravi ilustracijo za otroško knjigo od Kostja Gatnika. Recimo, če pogledate to stopnišče, jaz sem bil navdušen, ker sem bil star 6 let in navdušen sem še danes. To je narejen dejansko tako, da je prav, ampak hkrati je pa noter toliko neke domišljije, da kaj takega zna redko kot je ilustrator, tudi danes, ki jih je veliko več, koliko jih je bilo takrat v 70-ih ali pa 80-ih, ne vem, kdaj je to bilo. Ne? Potem po drugi strani, vsi smo rastli z stripi Miki Mustera, in tukaj se mi zdi, da so cele generacije slovenskih oblikovalcev odraščale pravzaprav v teh zgodbah iz pač tega medija stripa. Ker pri ilustraciji je dostikrat tako, ne, da sta vsebina pa slika dostikrat ločeni. To si jaz mogoče razlagam tudi zato, ker veliko slovenskih ilustratorjev, ki izhaja iz neke slikarske tradicije, se namesto, da bi sledili neki vsebini, se dostikrat umakne v avtonomijo neke umetniške svobode. Recimo pri stripu si pa dejansko prisiljen, da sta vsebina in slika združeni v neko celoto. In to je v bistvu že nastavek za dizajn. Ker meni se zdi, recimo dober dizajn mora hoditi za, se pravi, slika, forma in vsebina morate biti takole. Ne tako, pa ne tako. Osnovna šola. No, pa sem je tako kot vse, pač poslal tja. In tam sem se jaz prvič v življenju soočil z masovno produkcijo. Jaz preprosto nisem razumel, da če hočeš biti recimo piščanc ali pa govedina, moraš biti najprej piksna paradižnika. Če ne ti ne bodo sploh pustili, da bi bil piščanc ali pa govedina. In tudi nisem razumel, da povprečen Slovenc se mora 5-krat pomatrati, da se ima 6. fajn. Jaz sem bil čisto preveč razvajen, da bi to razumel. In posledica tega je bila ta, da tam je bila matematika, je bila fizika, je bila kemija in me to res ni zanimalo. In bil je tudi likovni pouk in tudi tisto me ni zanimalo. Zato, ker smo cele dneve risali tržnico. Jaz sem znal takrat risati že nage babe, tako fajn, da mene tista tržnica res ni zanimala. Tako da v bistvu so moje spomini na osnovno šolo dosti klasični. Ja, ne vem, brkate ženske, slab zadah, dlake zlepljene pod najlonom, ortopedski čevlji, pač to je moj spomin na to. Želel bi si, da bi bilo to drugače, ampak ni bilo. Se pravi, tako kot je to pri Pink Floydih zelo fino prikazano. No in potem se je bilo treba odločiti za srednjo šolo. So te učiteljice, ki so bile v proizvodnji sortiranja tega sadja, naredile še zadnji trik. In so rekle, ti nisi za nobeno rabo,
tebe moramo čim prej iz te proizvodne linije umakniti nekam ven, ne, da ne boš pokvaril to glavno cesto. In so mi skupaj za šolsko psihologinjo svetovali, da bi bilo najbolj, da bi šel na neko 3-letno ali pa 2-letno šolo, ker bi se izučil za tiskarja, tam bom pa skozi imel neke risbice, pa barve, pa to. Ne. Skratka, jaz sem že vedel, ne, da smo nujno na neko 4-letno šolo, zato da naredim maturo in grem potem naprej in tako naprej, ker to so mi pa doma dosti hitro povedali, ne, da če bom stopil iz tekočega traka, bom ustal ob tekočem traku. Ne, jaz sem že takrat vedel, ne, da če si že gor, saj pusti peljati toliko časa, ne, da boš mogoče prišel nekam, ker se bo vsaj približno fajn počutil. Ne. No in potem sem jaz rekel, ja, ne. In je bilo konc osnovne šole in takrat je bilo tisto usmerjeno izobraževanje in jaz sem pogledal mesta, kam bi jaz lahko šel. Gimnazije so bile vse zasedene, oblikovna šola me tudi ni hotela, ker sem bil obupen. In jaz gledam, kaj je še prosto in vidim srednja gradbena in ekonomska šola. In jaz grem tja s prijavnico. In tam sta bila 2 programa. En je bil geodetski tehnik, drugi je bil pa gradbeni tehnik. In za nobenega nisem točno vedel, kaj bi tam počel. Ne. In sem prišel tja in me tista tajnica, ne, ki je bila zelo prijazna, tako kot so vse te tajnice v srednjih šolah, me je vprašala, kaj bi. Ne. Sem rekel, jaz bi bil pa geodetski tehnik. Pač, ne. Pa sploh nisem vedel, kaj to je. Ja, je rekla, hvala. Ne. In sem stopil v svet geodezije. Ne. Se pravi, tako rekoč zdržal pod kap. Ne. Pač geodezija, ne, kot si lahko mislite, pač izmera zemljišč in matematika. Ne. In se je bilo treba ukvarjati s tem. In če še zdaj jaz pomislim na to, ne, tam v tistem našem letniku nas je bilo toliko nekih revežev, ki nas to sploh ni zanimalo. In bogi tisti profesori, ki so mislili, da so dobili tam navdušene mlade ljudi, ki bodo zmerili to Slovenijo na novo, tako kot jo niso za časa Franca Jožefa. Ne. Mi smo pa sami razmišljali, kako bomo preživeli ta 4 leta. Ne. No, ampak jaz sem se pač mogel podati v ta svet. Zdaj lahko pošteno povem, da mi je recimo ta matematika malo pomagala tudi pri nekem dizajnu pozneje, ne? Zato ker jedro geodezije je trigonometrija. In kot vsi, ki se ukvarjate z dizajnom, ne veste, ne? Imamo ortogonalni sistem, ne? In tam noter se dogajajo stvari. Ne? In ko sem jaz to pač razumel, ne? Je bilo vse lažje. Ne? No, ampak ne? Kljub vsemu sem imel pa ves čas občutek, da nekaj blazno zamujam. Na gimnazijah so se učili zgodovino, filozofijo, psihologijo, mi pa tega nismo imeli oziroma smo imeli tega zelo malo. In jaz sem imel občutek, ne, da sem spet na nekem stranskem tiru, ne, in sem dejansko bral vse, kar mi je prišlo pod roko. In tega je bilo mogoče celo preveč, če zdaj pogledam. Ne. Jaz nisem vedel, da gimnazijci zabušavajo tako kamine. Meni so se zdeli, jaz sem imel nobenega prijatelja z gimnazije, recimo. Ne. In meni se je zdelo, ne, da tam dobivajo znanje z veliko žlico, ne, da so 10-krat bolj pametni že po prvih 2 mesecih. Pa vse fajn punce so bile z gimnazije. Ne. In meni se je zdelo, ne, da pač, ne, jaz moram biti dosti pameten, ne, če že povem, da sem tam z neke ne, pač take tehnične šole, ne, moram kaj vedeti o Hegelu pa tako naprej. Ne. In potem sem jaz vedno začel pogovor, ne, na ta način, ne, in oni so mislili, da sem jaz mal, ne, tako da nisem imel kaj od tega. Ne. Ampak dejansko takrat sem razvil 10 let pred Donaldom Rumsfeldom idejo, da dejansko ne, sploh ne vem, koliko vem. Ne. Bom pol ne pokazal, kaj sem mislil s tem. Ne. Ampak ta 4 leta ne, na tej srednji šoli so bila zame približno tako, kot v tem filmu iz leta 1973, Papillon. Tisti, ki ga niste gledali, dajte ga, ne, to je super film. Zgodba je pa ta, ne, da so te 2 akterja, Dustina Hoffmana pa pozabil, Steve McQueen, hvala, za časa Tretje francoske republike so jih obtožili
On je recimo pravi slovenski tajkun, ne? Pokradil je ne vem koliko denarja, spravil ne vem, na kant polovico Francije. Ne? On je bil pač nek silak, ki so mu po nesreči, so ga obtožili, da je nekoga zabodel. Ne? Ampak zdaj to niti ni važno, njiju dva pošljajo na francosko Gvinejo. To je na drug konec sveta. To je približno tako, kot če bi naše tajkune dali v Space Shuttle, pa bi jih poslali na nek planet. Ne. Po 3 letih dejansko njuni odvetniki ali pa njuni svojci so dejansko pozabili na njo. Ne. Ker nista ona dva tvitala tam iz francoske Gvajane, pa tudi nista svoje podpornike pošiljala pred neko sodišče in tako. Ne. In jaz sem se počutil dejansko tako, no pa pogledajte konec filma, boste mogoče dobili idejo, zakaj sem to pokazal. Ampak ni bilo vse slabo v tistem času. Imel sem blazno srečo in sicer to, da je bila moja babica računovodkinja v podjetju Futura. To je bil oblikovalski studio ali pa agencija, ki je pozneje postala seveda Futura DDB. Bil je zelo majhen kolektiv, ne vem, 10-15 ljudi maksimalno in delali so top shit design takrat. Ne. In jaz sem imel kar na lepem dostop do njih, se pravi do tega kroga, ker sem hodil kot srednješolec, gledal sem, kaj počnejo, pogovarjal sem se z njimi, kar je bilo super. In moj prvi Mac mi ga je podaril ustanovitelj Vital Verlič, nanj me je pa naučil delati Igor Arih. In to je bila super šola. Ne. To se mi zdi neka taka prednost, ki je imel mogoče takrat redko kdo, ki je utehtala tudi to, da me je izobraževalni sistem postavil malo v francosko Gvajano. No in potem se mi je zgodilo nekaj zanimivega in sicer Radovan Jenko, ki je dejansko naš, to lahko kar po pravici rečem, najboljši dizajner na področju plakatov. Je imel razstavo v Ljubljanski banki. In jaz sem šel to razstavo pogledati in se spomnim teh plakatov. Ne. In sem si mislil, človek neverjetno dobro riše in ne samo to, to ni več ilustracija, to je že vidno sporočilo, to je že vizualna komunikacija. Vsak del komunicira sam zase in ko jih imaš skupaj, tudi delujejo kot familija. Se pravi, imamo posameznika in imamo celoto. In so v nekem popolnem sklopu in jaz sem rekel, wow. In potem sem še izvedel, da on uči na Akademiji za likovno umetnost in sem rekel, kaj hočem, to je to. Tako da, ja, šel sem delat spremca in sem padel. In potem sem 1 leto delal spet malo po oglaševalskih agencijah in tako naprej. In sem šel delati drugič spremca in sem spet padel. Ne vem zakaj. Zgodilo se je tudi že boljšim. Tako da sem ga šel delati potem še tretjič in sem bil sprejet. Zdaj, če pomislim, sploh ne morem verjeti, da sem bil toliko vztrajen. Ampak takrat bi skoraj gotovo šel to delati 10-krat, če bi mi pustili. Ker jaz sem se odločil, da po vseh teh mrtvih rokavih, kamor so me dali, gradbenih šolah, sortiranje sadja in tako naprej, jaz hočem tja. Tako da bom malo preskočil te zgodbice. Bi se ustavil tukaj lepej spet eni zgodbi in sicer Print je ameriška revija, ki je vsako leto, zdaj ne vem, če to še sploh počnejo, ampak takrat je bilo tako, je dala nek razpis, na katerega so se prijavili faksi iz vsega sveta. In so se delale študentske naslovnice. Recimo, akademija je vsako leto pristopila na ta način, da smo mi študenti naredili naslovnice in potem so najprej na akademiji izbrali eno, ali pa mogoče 3, ampak jaz mislim, da eno, in so jo poslali tja, v New York. In takrat sem se jaz kot študent 3. letnika lotil tega in sem delal cel teden, mogoče teden,
na tele naslovnici, ker se mi zdaj zdi precej adolescentna. Ne. Ampak to je bila takrat moja vizija nekega odnosa med dizajnom, oglaševanjem, kapitalizmom, se pravi tako naprej. Ne. In predvečer, preden bi bilo treba potem naslednji dan oddati naslovnico, sem jaz tole pogledal in sem si rekel, ne vem. In sem vzel barvice in v enem večeru v bistvu nacrtal tole. Ne. Kažem vam pa zato, ker se super, recimo, super gre v to temo, ki sem jo načel. Ne. Imamo posameznika, ne, in imamo kolektiv. In jaz sem hotel v bistvu s tem povedati, da posameznik v kolektivu, čeprav ne, ima tam velikega bossa, ne, ki mu gleda pod prste, ne, in mu pije, ker mu daje slabo plačo, in to se kar poznamo danes še bolj kot takrat, ne, je zanj edina rešitev, da bo presegel kolektiv, ta, da bo inovativen. Potem je ta naslovnica na Aluju zmagala, so jo poslali, uvrstila se je na short listo, se pravi, najbolj zoprno športno mesto, številka 4. Ne. Ampak ja, mislim, da toliko visok ni nobena prišla nikoli. Ne. Ali pa mogoče pozneje kakšna, pa jaz ne vem. Ne. No, v 3. letniku, ne, se pravi v 2. letniku, je bila v bistvu navada na akademiji ta, da si izbral mentorja. In si šel pač v njegov seminar. Meni se je pa spet zgodila neka sreča, in sicer, da je mentor izbral mene. In to je izgledalo tako, da je Ranko Novak mene povabil v studio na kozarec vina, ne, jaz sem bil tak, ne, pa sploh, ne, kaj bo zdaj, ne, in on prav, veš, mene bi silno veselilo, ne, da bi ti mene izbral na naslednjo leto, ne, ker se mi zdi, da dobro sodelujeva, ne, in tako naprej. Ne. In to vam razlagam zato, ne, jaz nisem mogel verjeti, ne, po vsem tem, ne, ko jaz nisem imel ne mentorja, ne učitelja, ki bi mi dal v življenju kadarkoli trohico zavedanja tega, ne samo, da sem jaz približno dober, ampak ne, kaj šele, da sem pomemben, ne, sem jaz bil tak. Ne. In tle ne moreš drugega reči kot ja. Ne. In seveda ne, sem šel v seminar pač Novaka in tam smo se imeli fajn. Ne. Hodili smo po teh raznih vinskih kleteh, ker smo dobro pili pa jedli in se veliko pogovarjali, ne, kar je zelo pomembno. Ne. Ta izobrazba je bila zelo v nekem smislu dialoga. Ne. Spet to omenjam. Ne. Se pravi, komunikacija je bila zelo dvosmerna. Jaz moram reči, da on se kot mentor zelo trudil, da bi te poslušal in da bi ti dal nek feedback potem, ne, glede na to. Ne. In to je recimo primer nekih kartic za vinarstvo, ki smo tam nekje med pitjem vina naredili. Ne. No in potem so prišli tudi časopisi, prelomi in podobne zadeve. Jaz sem hotel biti v bistvu tudi malo vmes še neki ilustrator, ampak sem potem čist padel v ta svet seminarja od Novaka, kjer so bili recimo glavni prelomi, tipografija, celostne podobe. On je bil navsezadnje likovni urednik Dela takrat. Ne. Se pravi, je tudi prenovo časopis in tako naprej. Ne. In lepega dne, bilo je, mislim, da na koncu 4. letnika, sem šel na eno plažo in sem rekel, da tam zdaj malo zabušaval, ker navsezadnje konec 4. letnika, pa je absolvent in to se takrat vlekel, ne, in to je bilo super. Ne. Me on pokliče in pravi, kje si ti? Ne. Se rečem, na plaži. Bod v ponedeljek na delu, ker imam job zate. Pa sem se rekel, jaz ne rabim joba. Ne. Diplomska naloga. Ne. In dejansko, ne, kar se mi zdi zelo pomembno in zelo fajn, ne, mi je mentor ponudil, ne, čisto prav projekt, ki ga jaz lahko prijavim za diplomsko nalogo. Ne. Šlo je pa za to, da je časopis Delo takrat imel idejo, da bi vse lokalne ali pa večino lokalnih časopisov združil v nek enoten sistem. Se pravi, vse regije bi imele, vsaka regija bi imela svojo prilogo in jaz ne bi jo dizajniral,
in potem bi to združili v nek sistem celote, ki bi ga prilagali časopisu Delo ali nekaj takega. Ne. In jaz sem takrat dosti hitro naredil dizajn za te časopise. Bila je tudi taka dosti intenzivna šola, ker je bilo treba delati zelo hitro. In tudi stiskali smo ga, ne. Ampak ne, potem je kar na lepem se uprava, njegovi so se odločili, da to ne bo šlo in so vse skupaj dali v bunker. In je ta projekt propadel. Ne. In jaz sem rekel, zdaj, ok, stiskan časopis imam, lahko ga prijavim za diplomsko nalogo, to bom verjetno napravil, ne, in to je bilo to. Ampak vmes se je pa zgodilo nekaj drugega. Jaz sem v sklopu tega projekta Delo sem bil povabljen, da vsakmu od uredništev predstavim koncept. In prvemu, s katerimi sem se dobil, so bili v Kranju na Gorenjskem glasu. Ne. In ko so oni videli tisti časopis, ne, so rekli, pa mi bi to imeli, ne, pravzaprav. Ne. Pa sem jaz rekel, ja pa ne, projekt je šel, ne, v bunker. Pa so rekli, pa vseeno, pa dajmo se zmeniti, daj, boš pa pač naredil za nas, ne, novega. Ne. In pa sem bil tak, ne. In sem šel v Hrankovto in sem rekel, mislim, tako je, ne veste, Delo je propadlo, zdaj sem pa jaz dobil to ponudbo, pa ne vem, ali se to sme. Pa me on tako pogledal, pa je rekel, a se ti v službi pri Delu? Sem rekel, ne, pa torej, dej ne. In to je bila spet neka taka spodbuda. Ne. To vam razlagam zato, ker se mi zdi, ne, da mentor bi mogel biti malo tak tudi. Ne. Recimo. In leta 2004 sem se jaz lotil tega Gorenjskega glasa. Prej je izgledal takole. Zdaj pa omenjam še nekaj. Guardian je v tistem času izgledal takole, Delo pa tako. Guardian je šele leta 2005 prišel v novi obliki, se pravi, Porter je takrat se zmenil s Švarcem, da so naredili tisto tipografijo in je postal dejansko model za kopiranje vseh časopisov. Ne. Potem so dizajn recimo posnemali samo še po novem Guardianu, kot veste, ne, tisti, ki se malo ukvarjate s tem. Ampak takrat je bil pa pač tak. Ne. Recimo Delo, ne, je imel pač Delova tipografija je bila Times. Ne. Šele čez eno leto je Ervin Medžedovič z Rankotom Novakom prenovil časopis do te mere, da so oni imeli svojo črkovno vrsto, ne, se pravi Delovko. Ne. In jaz sem gledal, ne, te stvari, ne, in se spraševal, ne, ali bi se dalo to narediti pač boljše, ne, oziroma drugače. In potem sem se dosti študiozno tega lotil, tudi vsebinsko. Moram reči, da sodelovanje z Kranjem je bilo zelo dobro. Ne. In 2005, ne, časopis je izšel decembra 2004, leta 2005 sem pa jaz potem diplomiral iz tega. Zdaj, danes ne izgleda nič posebenega, ne, kot pač en časopis. Ne. Ampak prej sem vam pokazal snapshot, ne, tistega, kar je bilo takrat najbolj v nekem spotlightu, ne, se pravi nekaj, kar je bilo tako rekoč, ne, pač neki modeli, ki bi jih lahko človek vzel za vzor. In največ kritik, ki sem jih jaz doživel iz strani recimo stroke, ne, je bila v bistvu ta, da to je predobro zanje. In to se je meni zdelo obupno, pravzaprav, ne, taka kritika. Ne. Da oni tam, to je en regionalen cajteng, da sploh ne vejo, da tako bi mogel Delo zgledati, ali pa Dnevnik, ali pa ne vem kaj, da sem jim jaz prodal v bistvu overdesign. Ne. Ampak takrat sem se jaz nekaj naučil, ne, da naša naloga, ne, je v bistvu izboljševanje stvari, ne pa posnemanje tega. To se mi zdi zelo pomembno spet, ne, v tem kontekstu tudi slovenskega dizajna. Ne. Ker se nam dogaja, da dejansko vedno pridemo do tega, da nek tržnik reče, to je ljudem všeč in to mora izgledati tako. Ne, ljudem je všeč tisto, kar so oni vajeni. Mi moramo narediti recimo ta napor, da presežemo to in poskušamo narediti nekaj boljšega. Poskušamo pokazati nekaj, kar se nam zdi, da bo dvignilo nivo vsega skupaj. Ne. In moram reči, da se še danes ne probam držati tega. Ne. Tako da z neko to mislijo sem bil nekaj časa pač freelancer. To so bili časi, ko je bilo fajn biti freelancer. Ne. Imeli smo veliko projektov, delali smo fajn stvari
in ni bilo še krize. Ne? In potem leta 2008 sva z Robertom Milovarjem ustanovila studio, Ilovar Streeter. Skupaj sva prišla na ta način, da sva ugotovila, da imava veliko skupnega. Razmišljava na enak način, delava na podoben način in tudi znanja imava podobna. Zdaj tisti, ki boste ustanavljali kdaj podjetja, vam mogoče svetujem na nek način, da dajte probati poiskati še kakšnega partnerja, ki je pa zelo drugačen od vas. Ker podjetje se znajde v nekih situacijah, kjer je fajn, da so znotraj podjetja zelo neki različni profili. Ker če smo si vsi preveč podobni, se potem zgodi, da pride do nekih pomanjkljivosti, ki se jih pa moramo potem naučiti sami. In to je recimo malo draga šola. Sicer je dobra, ampak je draga. Tako da potem smo midva se preselila na Trdinovo in začela delati. No, ampak še preden sva se preselila na Trdinovo, sva dobila ta skupen projekt, ki je pa spet neka anekdota. To je bil festival slovanskega filma, ki ga je organiziral Forum slovanskih kultur. To je organizacija, ki jo je ustanovila Republika Slovenija skupaj z Rusko federacijo. In oni so se odločili, da bodo imeli festival slovanskega filma v Bruslu. Se pravi, Slovani bomo prišli v Bruslu in tam pokazali se, kaj znamo. In so pristopili v bistvu do dizajna tako, da so poklicali hkrati Roberta in hkrati mene. Niso pa vedeli, da mi dva firmo ustanavljava. In potem je pač Robert rekel na enem sestanku, pa sej mi, da bo zdaj imela studio. In super. In potem sva delala ta projekt. Lotila sva se ga pa tako, da sva vsakega od teh jezikov, slovanskih, sva pogledala njihovo kodno tabelo, se pravi nabor znakov, in sva zbrala tiste znake, ki so posebni. Recimo v slovenščini je to ČŠŽ, drugih imajo pa pač takšne, kakršne imajo. In sva iz tega stkala neko kompozicijo, kjer v bistvu je na slikovni ravni filmski svet, na neki vsebinski ravni, je pa ta črkovni, jezikovni, pač jezikoslovni. In spet boste pozorni na to, kar skozi govorim. Celota proti delom, posameznik proti družbi. In Robert se enkrat zelo super izrazil. Način najnega dela je bil vedno malo podoben ping-pongu. To je pomenilo tako, da sva delala na enem projektu in nekdo od naju je poslal žogco drugmu. In vedno se je nazaj dobil žogco boljšo, kar je bilo super. In toliko časa sva to počela, dokler ni nekdo od naju rekel, ne morem poslati boljše žogce in to je to. Spet razlagam to iz tega stališča, ker kot veste, tisti, ki ste dizajnerji, pri nas je vedno prisoten ego. Vedno smo jaz. In ta ego je treba znati utišati v nekem kolektivu. Ampak ne v tem smislu, da pač rečete, ok, jaz bom tih, pa se bom mislil svoje, ampak da probaš delovati sam pri sebi kot celota. In to se mi zdi, da nama je kar uspelno. Vsaj v teh zgodnih projektih. Spet, zdaj tukaj bi spomnil na nek fenomen ali pa pojav, ki je bil takrat leta 2008 kar aktualen, in to je dinamična celostna podoba. Gre v bistvu za to, da to shemo, ki sem vam jo prej pokazal, če je zdaj podjetje, organizacija ali pa dogodek na neki tej ravni, predstavitveni zelo oslabljen, ne moremo slediti klasični celostni podobi v tem smislu, kot jo poznamo iz modernizma, kjer je znak podjetja rdeč kvadrat in potem na vsako enoto, ne bo to majica, ne bo to vizitka, ne bo to dopis, damo rdeči kvadrat. In zato, ker je kvadrat rdeč, je prepoznavna barva rdeča. In ker je noter Helvetika, je prepoznaven črkopis Helvetika. To ne funkcionira v teh razmerah najboljše. In dinamična celostna podoba skuša to bariero nekako premostiti tako, da postane ta prepoznavni element ne več znak,
ampak vizualni jezik. Tukaj zelo poudarjam nekaj. Znak mora biti še vedno pomemben, še vedno mora zdržati vse preizkuse. Ker največja napaka, ki jo delajo, dostikrat pri dinamični celostni podobi je to, da zanemarijo znak. Rečejo, aha, zdaj je to pomembno, ne? In imamo znak zelo slab. Ne? Imamo primere na ulici tega, recimo. Ne? In recimo ta Robertov projekt, ne, tukaj povem, ne, da jaz nisem imel prstov vmes, Neolab, povem tudi zato, zakaj, da nisem imel prstov vmes, da ga lahko res iz srca pohvalim in ne bo to izgledalo kot neka samohvala. Se mi zdi še vedno ena najboljših, če ne celo najboljša dinamična celostna podoba, ki se je zgodila v Sloveniji do zgodaj. Takrat ni bilo ne duha, ne sluha v tem, ne, kar je zdaj v bistvu danes že skoraj trend. Ne. In recimo tak je tudi naš skupen bienale vidnih sporočil, kjer sva s temi pikami, ne, hotela stkati neko zgodbo, se pravi, spet imamo majhne elemente proti celoti, imamo posameznika proti družbi. Tak je recimo pristop, tak je tudi muzej za arhitekturo in oblikovanje in taka ni Akademija za likovno umetnost, dolgi del. Spet ne, ne, tako kot tisti plakat v vojsko v prvi svetovni vojni, ne, Uncle Sam, ne, je lepega dne, ne, Ranko Novak poklical in rekel, mi imamo pa neko idejo, da bi mal ta naš profesorski del, ne, osvežili z mlajšimi ljudmi. Ne. Ja. In smo bili povabljeni kot asistenti, Tomato Košir, Roman Ražman, Robert Ilovar pa jaz. In da bi najprej to poskusno malo probali z nižjimi letniki delati, ne, in potem sčasoma, če bi se kdo odločil za kariero profesorja. No. Midva z Robertom sva takoj povedala, ne, da pred nama je bil studio, v bistvu ta prvi. Ustanovili smo se 2008 in potem se je začela kriza in lahko si mislite, ne, da mi lepih časov dizajn studia dejansko ne poznamo. Ne. Ampak vseeno, je pa bil to neki izziv in tega smo se lotili. In jaz sem, ne, takrat ugotovil, da sem presegel kognitivno shemo Donalda Rumsfelda, ne, in sem ugotovil, ne, jaz sem takrat Ranko to rekel, ne, da se mi zdi, da jaz ne vem, če sem ta prav za to nalogo, ne, ker vem, ne, koliko mi v bistvu manjka. Ne. Mislim, da dejansko bi mogel imeti veliko več znanja, da bi zadovoljivo izpolnjeval to nalogo, ki je bila pred mano. In takrat je Ranko rekel, ne, ravno zato mislim, ne, da si ti pa tudi ostali, ne, kako mislite, ta pravi. Ne. In to vam kažem, zato ker se mi zdi zelo pomembno, ne, da ko si na neki točki, ko veš, koliko ti dejansko ne veš, se začne zate šele pravo izobraževanje. To pomeni, da vsak tvoj sogovornik, vsak tvoj klient, vsak študent je zate potencialen nabor nekega znanja. In se greš lahko dejansko tisto, kar sem jaz hotel vsa ta leta imeti in v osnovni šoli in v srednji šoli, se pravi dvosmerno komunikacijo. In spomnim se nekega dogodka, ko so bila s Tomatom skupaj, sva imela ali prve ali pa druge letnike. In sva delala na neki nalogi, Tomato Košir, zelo dober znan slovenski oblikovalec in tako 1000-krat boljši pedagog, kot sem jaz. Ne. Recimo to, da njega ni več na akademiji, je velika škoda. Ne. Je velika škoda ne samo za to institucijo, ampak sploh za Slovenijo. Ne. V bistvu zdi se mi prav grozen, da nekdo, ki je tak super pedagog, ne, ki ima dejansko talent za te stvari, ne, jaz ga nimam, ne, da ga ne enostavno ne povabil oziroma ga ne uporabijo za to nalogo, ne, se pravi izobraževanje.
No, in sva bila na neki nalogi z prvimi ali pa drugimi letniki in naš poklic, ne, oblikovalca je tak, ne, da nenehno dvomimo sami v sebe, ker drugače to ne gre. Ne. Vedno se sprašujemo, a delamo pravo stvar, a sploh je to, ne. In če imaš pa ti še opravka z ljudmi, ne, ki se še niso odločili, ne, kaj bi bili v življenju, pa jim mogoče to sploh ni všeč, pa ne vem kaj, ne, je pa včasih psihološko naporno, ne. Še biti ti tisti, ne, ki jih boš usmerjal oziroma jih boš vlekel z njih, ne, zanimanje, ne, in tako naprej. In jaz sem enkrat in jaz sem takrat Tomatu rekel, jaz imam dosti tega, ne, meni se ne da več, ne, čisto preprosto, ne. Pa on prav, ja, se ti si imel zdaj 3. pa 4. letnike, ne, tam si se imel pa fajn, ne. Sem rekel, ja, tam 3. pa 4. letniki so pa ljudje, ki točno vejo, kaj počnejo, blazno so motivirani, res super je z njimi delati, ne. In mi je rekel nekaj pomembnega, ne, zato to omenjam, ne. Rekel je, takole je. Jaz mislim, da naša vloga tukaj na faksu ni izobraziti presežke, ker te se bodo naredili sami. Ali bodo šli na kakšno šolo ali pa ne. Ljudje, ki so izjemni, vedno nekako pridejo do te svoje izjemnosti. Naša naloga je dvigniti nivo, da ko stopiš na cesto, to ne izgleda tako, ampak je saj na nekem nivoju ene osnovne higiene. In to se mi je zdela neka taka izjava, ker jaz priznam, nisem prej sploh razmišljal na ta način. Meni se je zdelo pač tisto izobraževanje kot nek tak polelitni klub, ne, pač dela sprejemca 3 leta, Madonna, ne, in potem te končno sprejmejo in potem, ne, tam trepetaš, ne, in prideš v nek seminar in tako naprej, ne. Ampak dejansko, to je bistveno, ne. Bistveno je to, da izobraževanje na zlasti akademiji bi moglo biti bolj usmerjeno v pač to smer, da se vzpostavi v Sloveniji nek osnovni nivo, ne. In to je hvala Tomatu za to izkušnjo, ne. In je tudi on mene dejansko izobrazil, ne, takrat, ne. Ampak ne, mi smo se imeli zelo fajn tam, ne. Recimo v enem semestru je Ranko Novak šel na bolniško, ne. In on je meni prepustil svoj 3. in 4. letnik. To je tako, kot če bi ti dal fotor ključe od avta. In ti samo rečeš, da se ne bom zaletel slučajno, ne. In jaz sem imel proste roke, kar je bilo super. In takrat sem se sprašal, kaj sem jaz pogrešal na akademiji. Prvič, dvosmerno, ne, izobrazbo, veliko bolj, ne, kakor je bila, ne. Drugič, zdelo se mi je, da so premalo aktualni, ne. Govorijo nam o nekih trendih ali pa nekih zgodovinskih pojavih, ne povejo nam pa nič, kaj se dejansko dogaja zdaj, ne. In takrat sem si jaz zadal neko nalogo, ki je bila zame zelo naporna, glede na to, da sem mogel tudi biti v studiu, hoditi v službo, delati projekte, imeti prezentacije, ne vem, karkoli, ne, hoditi na sestanke, da sem vsak teden dejansko analiziral en trend s področja dizajna ali pa nekaj aktualnega, sem se ga dejansko naučil in ga predaval študentom, ne. To je recimo kar napor, ne. Ampak jaz sem užival, ne. In imeli smo se fajn. Jaz imam tako lepe spomine na tisti čas, ne. In nam se je vsem tem mlajšim asistentom takrat zdelo, da delamo kar neko tako malo revolucijo, ne, da bomo to akademijo uspeli, ne, zdaj spraviti, ne, v neke nove vode in fajn je bilo, ne, in tako naprej. In kot vse revolucije ali pa večina revolucij, ne, kot veste, ne, so obsojene na propad, ne. Ker pač skupini, ne, ki to ni bilo všeč, ne, je ustvarila neke razmere, ki so bile take, da nam ni preostalo nič drugega, kakor da smo rekli hvala lepa in smo šli, ne, od tam, ne. Tako da zdaj, kako smo s časom? Ja. Zdaj v nekem zaključku, ne, tega dela lahko rečem recimo samo to, da mi kot posamezniki, ne, smo lahko v našem super virtualnem svetu suvereni. Imamo svoje blagovne znamke, imamo svoje frende, imamo svoje podpornike, 1000 všečkov na
Facebooku, ampak še vedno smo vezani na neko skupnost. Brez skupnosti praktično ne moremo. Tako kot brez izobrazbe ne moremo. In posameznik in skupnost vedno delujeta v tem duhu. Tako da v bistvu je pred nami vsemi, ne, ki smo tukaj in počnemo neke stvari, ne, da začnemo delati na tem. Ne. In to je to za ta denar. Jaz ponavadi rečem, imam še en del, ne, o ilustraciji, ne, če se vam ga da poslušati, ne, ampak to je to. Ne. A se vam ga da poslušati? Ok. Jaz še malo spil. Moj hobi. Ja. Ilustracija je moj hobi. Ne. To pomeni, ne, da ne živim od ilustracije. Ne, ker jaz vedno, kada rečem, da je neka stvar hobi, ne, pomeni, ne, da nisi profesionalc na tem področju. S tem mislim to, ne, da ilustrator, ki je profesionalen, ne, ki je lahko profesionalen, mora zaslužiti preprosto dosti, da lahko to profesionalnost počne. To poudarjam vedno javno, ravno zato, da bi spodbudil to okolje, ne začne za Boga že pošteno plačevati ljudi. Ne. In Samo Ačko je eden od genijev v Sloveniji. Ne. To redko kdo ve. Ne. On je likovni urednik Dnevnika. Delal je prenovo Dnevnika na faksu, tako kot jaz. Mislim, da 3 leta za mano. Takrat je bil Guardian že postavljen, tudi Delo je imelo že delavko in on je v duhu, ne, tega časa in tega načina dejansko izdelal črkovno vrsto Bad News, super črkovna vrsta za Dnevnik in tudi postavil dizajn. In potem je Samo Ačko, tako kot je šel kot prostovoljc v Afriko. In ne boste verjeli, našel je mesto prostovoljca dizajnerja v Afriki. In on je tam, ne, delal neke super označevalne sisteme v neki nizozemski pisavi, gradil je neke objekte za skupnost, za združevanje, skratka, noro. Ne. In potem se je zlasti Ranko Novak, ne, pa tudi ostali, ne, ki smo imeli nek dostop do teh ljudi, smo se trudili, da bi Dnevniku povedali, za Boga, to, kar vam je Ačko naredil, je najboljše, kar se vam je zgodilo v zadnjem času na področju dizajna. In potem so pred Dnevniku rekli, aha, ne, ja. In so ga dejansko iz Afrike, ne, povabili, ne, da je prišel na to delovno mesto, ne, in je prenovil Dnevnik. Ne. In zdaj ta novi Dnevnik, recimo, ki ga lahko kupite v trafiki, ne, v trgovini, je v tem dizajnu, je ta črkovna vrsta. In še eno stvar je uvedel in to je to, da je sobotna priloga Dnevnika, se pravi objektiv, je na naslovnici vedno brez izjeme ilustracija. Ni fotke, ne, kot veste, ne. Oziroma nek dizajn, ne, ki je tematsko obarvan. In potem je lepega dne, on mene pokliče, ne, in prav, kaj če bi ti risal kakšno, če bi ti malo risal te naslovnice, vse kot da ni, jaz ne znam risati, ne. To jaz vedno povem, ne. In me sploh ni poslušal, ne. Sem rekel, lej, jaz sem res ven z vaje, no. Če že mogoče, ja, mogoče, da znam risati, ampak lej, sem ven z vaje in jaz takrat dejansko nisem veliko risal, nisem zase risal in tako naprej. Počel sem druge stvari, ne. Dejansko sem prejel za svinčnik, takrat, ko je bilo treba narediti projekt. Se pravi, če je bilo treba risati za nek plakat, projekt, karkoli, ne, si pač to opravil in to je bilo, ne. In sem rekel, veš, bojim se, ne, da to ne bo šlo, so tudi ljudje, ki to delajo 100-krat boljše od mene, ne. In ful je mladih ilustratorjev in tako naprej. In potem je on rekel, veš, to mene ne zanima v bistvu, ne, to ti znaš risati ali ne. Mene bolj zanima nekaj drugega. Meni se zdi, ne, da ti si zelo seznanjen s politično situacijo, ne. Ker on je vedel, ne, da imam jaz najboljšo možno uporabniško izkušnjo, ki jo lahko imaš do časopisa. Predstavljajte si, ne, od zgodnjih najstniških let vsako jutro. Ne. In je dejansko rekel, ne, jaz imam to težavo, ne, ko pošljem
temo oziroma tekst ilustratorju, dostakrat se zgodi, da ljudje ne vejo točno, zakaj gre. Ne. Zdaj pa zgodba je tle taka, ne, da samo Ačko ponavadi pošlje temo nekje tam v sredo zvečer in potem je treba to v petek zjutraj dati od sebe. Ne. Zdaj pa, če ljudje hodimo v službo, pa spimo, pa jemo, ne, je to kar malo časa, no, saj zame. No. Ampak ne, sem potem rekel, ja, bom, ampak se zmeniva, dajva 1 ali pa 2 na leto, pa rekel prvo 1 pa 2 na leto. Ne. In takrat sem se lotil tele ilustracije, ne, in lotil sem se jo tako, kot da nič ne vem o času, o rokih in podobnih rečeh. In sicer rekel sem, zdaj bom jaz delal akvarel, ne, ker to znam, ne, vsaj včasih sem znal, ne vem kaj, napel sem papir, ga namočil, počakal, da se posuši, čas teče, ne. In potem greš to barvati, risati, ne vem kaj, ne, in potem čas teče, ne. In nimaš kaj, ne, je treba dati to od sebe, ne. Sicer nisem bil najbolj zadovoljen z rezultatom, ne, ampak to je bila pač moja prva ilustracija za ta objektiv in sem ugotovil, da to ne bo šlo na ta način, ne, da se bom mogel dejansko lotiti digitalne ilustracije, ne, ker edino z digitalno ilustracijo lahko nadzorujem postopek do te mere, da če se zgodi v tem procesu karkoli, kar bi hotel spremeniti, to lahko dosti hitro naredim. Ne. Na ta način, ne, se pravi klasika, ne, se mi zdi, da v teh rokih, ne, to ne funkcionira. Mislim, moraš imeti v bistvu srečo. Ne. Tako da moj sistem, ne, dela, ne, ko sem si ga takrat zadal, ne, je bil, še to moram povedati, ne, te sem tisti dal od sebe, ne, in tako sem si mislil, ok, ne, zdaj bom miren, in pa se samo kar naprej nekaj oglašal in pač govoril, daj no spet, no, pa da imam ful fajn temo, to ti bo všeč, pa sem rekel, ne bi, nimam časa. Ampak kakšna je pa tema? Pa je on rekel, ja, veš, to je tam, ne, se dogaja to pa to zdajle trenutno, sej veš, ne, sem rekel, ja, to bi bilo ful fajn, bi se dal narediti nekaj tasga, ne, pa je rekel, evo, ne. No, in postopek je ta, ne, da samo to pošljem neko hitro skico, kjer upišem, ne, zakaj gre, ne, potem samo to skupaj z uredniki pogleda, ne, in pač rečejo, to gre v to našo temo, oziroma je stvar pravilno narejena, zadeli smo zadevo, ne, in potem reče, ok, se vzame svinčnik papir, se to nekako nariše z več ali manj sreče, ne, vključi se specialne efekte s črnilom ali pa nekakšno barvo, ne, in potem rezultat je takšen. Ne. Zdaj, jaz si ne delam utvar, ne, ta moja ilustracija je ne vem kakšen presežek. Ne. Jaz samo to vem, ne, toliko časa sem preživel v neki službi ali pa neki funkciji dizajnerja, da približno vem, kje je nek osnovni nivo, ne, s katerim sem jaz približno pomerjen. Ne. In to je to, ne, v tem času. Ne. Jaz rečem, Ačko, to je to za ta denar, ne. Mislim, to je to za ta čas. Ne. Tako da v bistvu sem našel neko matriko, kako se da v relativno hitrem času pride do pač nekih rešitev. Ne. Priznam, včasih se zgodi, ne, da je delo v studiu tako intenzivno, da je treba te časovne, ne, razmake malo premakniti na ta način, da moram kaj zvečer narediti, ne, pa se včasih tudi zgodi, da tudi kaj tega uporabljam v studiu. Ne. Kar mogoče, glede na to, da je to hobi, pa tiste službe ni najbolj prav, ne. Ampak ne, tako to je. To je naslovnica za temo prodajo Telekoma. Vzel sem star znak od Telekoma, ki ga je takrat naredila v 90-ih Maja Gaspan, in iz njega je šel polun duh, ne, novega Telekoma, ne, ki je bil tak neopremljiv, ne, in je potem šel v nebo, ne, in tako, ne. Tle je pa seveda ne veliki tajkun, ki bo to. To je ilustracija za podelitev Prešernovih nagrad v Cankarjevem domu. Tisti, ki ste bili kdaj tam, veste, da je približno tako, ne.
Zdaj, ne, mogoče je tle več slanih palčk, pa manj sendvičkov, ne, glede na krizo, ne, ampak ja, akterji dostikrat ostanejo zunaj, ne. To je naslovnica, ki se dotika situacije v Ukrajini. Se pravi, takrat, ko je tisto letalo padlo dol, se je zelo veliko govorilo o tem, da je to nek vzvod, ki bo mogoče sprožil celo vojno, ne. In tudi zdaj smo v neki situaciji, ki ni dosti drugačna, kakor je tole. Se pravi, gre za nek clash dveh sil in situacijo, ki je zadaj. To je naslovnica za pokojninski sistem, reformirani pokojninski sistem, se najbrž je jasno, ne. Mi vsi hodimo po teh stopnicah, ampak država nam da še vedno, že skoraj pridemo gor do 54. leta, jih dobimo še 10 pa tako naprej, ne. Tako da, ja, to je pa zdaj res to. Hvala, super. Zdaj seveda bom, ker imamo vprašanja in bom prvo jaz postavil. Zdaj upam, da bo Alov tretji del se tudi kdaj bo zgodil, se ne bo zgodil, se mi zdi, da bi te bila veseli, da priješ nazaj in poveš kaj spet. Probaš dvigati na nivo to, ko si govoril. Jaz mislim, da to ni vprašanje zame, ne, bolj za njih, ne. Ampak kot pravim, ne, jaz sebe nikoli nisem videl v tej vlogi, ne, da bi bil tako, ne, da bi bil to moj poklic, ne, da bi jaz predaval, ne. Jaz sem pač vedno pripravljen kaj povedati o kakšnem projektu, ne vem, osvetliti kakšno temo, tako kot danes, ne. Ampak da bi se pa šel, ne, neko tako službo, to pa ne. Še vedno bo studio prvi, praviš? Ja, seveda, ja. Seveda. Ja. Ok, kdo ima kakšno vprašanje? Kdo je junak? Eno vsaj, 2, 3, 10, 12. Še malo za pogum počakam, pa dobro. Tako je vedno. Ja, imaš srečo. V glavnem, Jernej bo ostal tule še na kakšni kavi po moje, tako da ga boste lahko vprašali tudi kaj bolj privatno, ker vem, kako Slovenci sedimo in so ful presrani, kaj vprašati, a ne. On je ful grozen, pogledajte, grozen, požrl vas bo, tako kot na Facebooku, dajmo kaj napisati, bo pojedel. V glavnem, hvala lepa, ker ste prišli, hvala lepa Centralni postaji, da nas gosti, hvala lepa Delo, da je naš medijski sponzor, hvala lepa, da je bilo tole v živo posnet, hvala vsej moje ekipi, vseh 10, ki tole dela, da midva sploh lahko stojiva tle gor, ker drugače ne bi mogla. Hvala vsem vam, ker prijete še vedno na to, jaz sem poln kufr tega, tako da se vidimo 15. ali 12. januarja. Spet, vedno in celo leto spet in the best bo. Hvala, ajde, čau.